Hvala Alešu in vsem tistim, ki ste tukaj že 39. dan. Hvala tudi vsem ostalim, ki prihajate, ki prihajamo in ki bomo še prihajali. Sem izjemno zadovoljna, ker vidim tukaj vsakokrat, ko pridem, vedno več ljudi. To me navdaja z upanjem in to je tisto, kar nam je mogoče še ostalo. Upati in verjeti, da bo nekoč v naši državi tako, kot bi moralo biti že zdavnaj. Tukaj se zbiramo zato, ker nočemo, da so kršene človekove pravice, s tem tudi naše pravice. Pravico imamo biti tukaj, pred tem sodiščem, kajti tukaj sodijo v imenu ljudstva. Ljudstvo smo mi, Slovenci smo. Slovensko sodišče ne sodi tako, kot bi bilo treba. Janez Janša in Tone Krkovič, ni naključje, dva izmed največjih osamosvojiteljev sta pokriven zaprta, zato ker tole sodišče ni ugotovilo ničesar. Zato ju je zaprlo. In mi smo proti takim sodbam. Sodne počitnice so se zaključile 15. avgusta. Če znamo vsi skupaj dobro seštevati, je torej že 13 dni po končanih sodnih počitnicah. Pa vendar, Julija, se opravičujem, ja, do 15. avgusta bodo trajale, se opravičujem. To se pravi, vseh teh dneh, do 15. avgusta, kolikor bodo še trajale, bi tole sodišče moralo odločati o prekinitvi prestajanja krivične in nepoštene sodbe. Trije ustavni sodniki so podali ločeno mnenje o tej sodbi in so ostro zavrnili odločitev svojih kolegov. Prinesla sem s seboj knjigo Primer J.J. namenoma, da ponovno osvetlimo, kako mediji poročajo o Janezu Janši. To zgolj zato, kajti številke včasih povedo mnogo več kot besede. Zato, če dovolite, bom prebrala nekaj o raziskavi, ki pravi takole. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so pospremili tole knjigo na pot. Nekateri so med nami, zato en velik aplavz za gospod Andrejo Valic-Zvir in dr. Milana Zvera. Po doslej obdelanih podatkih lahko za obdobje 1983 do 2013 navedemo strašljive prve rezultate. Med elektronskimi mediji vodi RTV Slovenija, znotraj nje pa Radio Slovenija. Po delnih podatkih in ocenah raziskave sta oba medija z vsemi programi objavila v celotnem pregledanem obdobju krepko prek 40.000 negativnih ocen Janeza Janše. Sledi skupina Pro Plus s kanalom A in Pop TV, ki je v tem obdobju, čeprav je delovala samo 2/3 pregledanega časa, objavila najmanj 13.250 negativnih sporočil in prispevkov zoper Janeza Janšo. Med dnevnim periodičnim tiskom vodi kdo drugi kot Delo. Objavilo je najmanj 53.700 negativnih zapisov o Janezu Janši. Sledi Ljubljanski dnevnik z najmanj 29.062 negativnimi prispevki o Janezu Janši. Če pogledamo na štajerske medije, Mariborski večer je skupaj s svojo prilogo 7 dni objavil najmanj 19.376 negativnih prispevkov
in komentarjev, ki so žaljivi zoper Janeza Janšo. 571! Klub 571! Primorske novice in ostali mediji skupaj več kot 20.000 negativnih objav zoper Janeza Janšo. Med rumenim in zabavnim tiskom je v negativni kampanji zoper Janeza Janšo na prvem mestu tabloid Lady, ki se brezkompromisno leteva tudi njegove družine in, kot vemo, tudi njegovih otrok. Slovenija izgublja žal tudi na mednarodnem parketu. Ne samo zaradi gospodarske situacije, v kateri smo, ampak tudi zaradi tega, ker smo priča politični uporabi ustanov državne prisile, predvsem pravosodja, ker naša država in njihove institucije delujejo proti drugače mislečim. Priče smo torej medijskemu linču, ki je dobro zapisan in prikazan za članki, ki so objavljeni v tej knjigi, zato vam priporočam, tisti, ki me ne verjamete, pa po odzivu sodeč, mislim, da ste razumeli številke, si tole lahko konkretno pregledate. Še najbolj pa boli človeka, ko gre za zaničevanje vrednot slovenske osamosvojitve, državljanske in nacionalne zavesti. Jaz hočem živeti v državi taka, kot bi morala biti. To je bila in je odvedno Slovenija. Hvala lepa.